Živjo! S tabo smo Tesla Center, Tina je moja malenkost, današnja tema pa podočnjaki. Na temo podočnjakov je največ govora o tem, kako jih prekriti. Lahko si daš kumarico na oči čez celo noč, je bogata z vitaminom K, kar pomeni, da bo negovala tvoje kapilare, ampak morda ne bo dovolj. Zato ti v videu pokažem, kako jih prekriješ, kako jih odstraniš in kako jih preprečiš. Koža okoli oči je zelo delikatna. Pod mikroskopom izgleda nekako takole, kot vidiš na sliki. Zgornji del je obarvan rožnato-kožne barve in na tejle sliki se dejle odstopa. To je točno tisti del, ki ga gledaš vsak dan v ogledalu. V strokovni literaturi mu rečemo hidrolipidni film. Prekriva celice, ki so že odmrle. Vrhna plast oziroma hidrolipidni film, ki ga gledaš sedajle, je iz vodne faze, po domače švica in uravnava temperaturo, ter kožne maščobe. Ko voda izpareva, to izgleda nekako takole, pomeni pa, da ima koža premalo maščobe. Posledica je dehidracija, ti pa jo občutiš kot zategovanje. Prva tehnika je glajenje kože. Od znotraj navzven in nazaj. Ponovimo 3-krat. Pazi nekaj, obvezno, zelo nežno. In še nekaj, ko gladiš od znotraj navzven, naj bo pritisk za kakšnih 30% močnejši, kot ko gladiš v obratni smeri. Druga tehnika je kroženje na konicah, torej ta del. Še enkrat poudarjam, tukaj pa res nežno, ker gube se začnejo delati ravno na tem delu in bolj kot jih drgneš, večja je verjetnost, da bo še slabše. Ok? Greva probat. Evo, gib ponoviš 3-krat. Nadaljujeva s pritiski na 3 specifične točke na vekah. Vsak pritisk naj traja nekaj sekund. Greva. Znotraj, na sredini in na konicah. Sedaj bova pa direktno začeli pospeševati limfo in pa krvni obtok na spodnjem delu oči, torej tam, kjer so podočnjaki najtemnejši. Delava krožne gibe v smeri od znotraj na ven, na večjih točkah, pod celotnim očesom. Tako. Vsak gib ponovi 3-krat. Nadaljujeva s pospeševanjem limfnega in krvnega obtoka, ampak tokrat okrog in okrog oči. Tako, začnemo znotraj in krožimo vse naokrog. Še vedno so gibi zelo nežni. No, tukaj je še zadnja tehnika, ki ji rečemo tapkanje. Z blazinicami prstov tapkaš pod očmi, delaš enakomerno in pa nežno. Ravno toliko, da se sliši tak votel zvok. Dokler pa ti podočnjaki ne zginejo, si lahko pomagaš tudi s korektorjem proti podočnjakom. Tale je v rjavi barvi, ga lahko daš pod puder vsak dan, ima pa hkrati tudi negovalno vlogo. Divji kostanj v temle korektorju bo ohranil tvoje žile čim bolj elastične, arganovo olje pa ima v bistvu zelo pomembno hranilno sestavo, kar pomeni, da bo odlično dopolnilo k kremi, ki jo sicer uporabljaš za okrog oči. Za dodatno pomoč pri odstranitvi podočnjakov si lahko pomagaš tudi s kremo ali fluidom. No, jaz sem izbrala tale Ficov fluid, ki
ki ima takšen lekovinski aplikator. Deluje kot nekakšen hladilni obkladek in dodatno krči kapilare. Poleg tega vsebuje kalij, ta uravnava vlaženje, in pa silicij. Ta je bistven pri sintezi kolagena, kar pomeni, da bo po masaži in negi s temle fluidom tvoja koža lepo negovana in brez gub. Da odstraniva pigmente, ki se nabirajo okrog tvojih oči, pa recimo še kakšne tekočine, imamo zato v salonu prav posebno specialno nego. Deluje na tem, da kožo dobro navlaži, da odstranimo torej vse tisto, kar se nabira, pa ne želimo, da se nabira, hkrati pa je tudi bogata s silicijem in divjim kostanjem, kar pomeni, da bo koža okrog oči lepo fino zategnjena in pa neguje tudi žile. Ampak ni samo kozmetičarka tista, ki je odgovorna za tvoje podočnjake, si tudi ti. Zato je pomembno, da del masaže, ki jo tudi izvajamo v salonu, delaš doma. In pokazala ti bom 6 enostavnih masažnih prijemov in če jih boš 2-krat na dan redno uporabljala, bodo tvoji podočnjaki sigurno izginili. In še 5 nasvetov za zmanjšanje podočnjakov, ki so, bom rekla, iz vsakdanjega življenja. Prva stvar, odstrani ličila pred spanjem. Ja, vem, to govorim non-stop, ampak koža mora zvečer dihati in koža pod očmi je še toliko bolj občutljiva, zato resnično ne pozabi. Ličila morajo dol, preden greš v posteljo. Naslednja stvar je zaščita oziroma zaščita pred soncem. Ker je koža okrog oči še toliko bolj občutljiva, je tu zaščitni faktor še toliko bolj pomemben. Lahko uporabiš pudre ali obarvane kreme, ki že imajo zaščitni faktor, v nasprotnem primeru pa ti svetujem zaščitni faktor, ki je najmanj 30. Naj ima mineralni filter, ker prednost mineralnih filtrov je v tem, da žarke odbija. Naslednja stvar, ki je tudi ne pozabi, probaj omejiti alkohol na minimalno, recimo 1 kozarec na dan za zdravje. Razliko pa rajši popij čim več navadne vode in s tem boš dodatno vnesla vlaženje v svojo kožo, ki se tudi lahko pozna na koži pod očmi. Četrta stvar, cigareti. Opusti že enkrat kajenje. Kajenje je tisto, ki poskrbi za dehidracijo tvoje kože, tako na obrazu kot drugje po telesu. Gube so na dehidrirani koži še toliko bolj vidne, zato prenehaj kaditi. In pa še zadnja stvar, sol. Se spominjam še, ko sem bila majhna, so nas vedno zastrašili, ja, od soli boš pa dobila visok pritisk, ne smeš soliti. Res je, da prekomerna uporaba soli ni najbolj dobra. Namreč vemo, da sol lahko zadržuje vodo v telesu, tudi pod očmi, kar pomeni, da bodo te zabuhle. Zato bom rekla soljo po pameti. Ampak uporabljaj morsko sol. Ta ima namreč več kot 30 elementov, ki so zelo pomembni za svoje zdravje. Hvala, ker si bila z mano, torej toliko o podočnjakih, za več lepotnih nasvetov pa se vidimo.